En lep dober večer, po uri, dober dan, po tele svetlobi zunaj. Danes je z nami Breda Biščak. Breda, pozdravljena. Zdravo Simona in lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu. Tako. Današnji pogovor ima naslov Simboli kot govorica duše in ima podnaslov Simbolizem v književnosti in psihoterapiji. O čem se bomo pravzaprav pogovarjali, vsakega nekaj. Upam, da bova nekako osvetlili tiste osnovne stvari, o katerih sva želeli danes spregovoriti. Namreč simboli se v bistvu res srečujemo vsak dan. Ali je to nek simbol, ki je viden, ali v sanjah tisti, ki je nam morda nerazložljiv, ali pa se ga lotimo te razlage. V umetnosti nasploh jih je ogromno, pa tudi v književnosti. Breda je zapisala, da simboli tvorijo most med tem, kar vemo o sebi in pa neznanim v nas samih, med našim notranjim in zunanjim svetom. To, kako razumemo simbole, kako si jih razlagamo, pa poskuša v bistvu osmisliti naše bivanje, naše življenje. Breda Biščak, naša gostja, je literarna prevajalka in moderatorka, je analitična psihoterapevtka. Od nekdaj jo zanimajo jeziki, književnost, psihologija. Za prevajalstvo je bila tudi nagrajena. Leta 2019 je prejela Sovretovo nagrado, in sicer za prevod Williamsovega Avgusta. Letos je pa zaključila izobraževanje za izvajanje jungovske psihoanalize pri Mednarodni zvezi za analitično psihologijo, in o tem jo bom seveda tudi kaj povprašala. Vem, da je bil to projekt, ki je trajal kar dolgo časa, kar nekaj let, in me bo sploh zanimalo, kaj jo je potegnilo v to in kako je to izobraževanje potekalo. Pravi tudi, da rada potuje in bere, in pa raziskuje nezavedno. To so njene besede. Kaj vse ostalega pa še počne, pa upam, da bomo izvedeli vmes. Breda, pa začnimo s tem najosnovnejšim vprašanjem. Kaj v bistvu je simbol? Rekla sem, da je lahko to nekaj vidnega, lahko je nekaj tistega, kar ni fizični pojav. Ima pa simbol kot beseda tudi nek svoj izvor. Če nam morda pojasniš najprej te stvari. Hvala Simona. Mogoče sam pojasnila, da se Simona že nekaj let poznava in se ne bova vikali, tako da bi se temu dogodku spodobilo. Pri tej razlagi, kaj je simbol, bi se osredotočila bolj na psihološko plat. Izviram tudi primarno iz sveta književnosti, kjer se loči simbol, metafora, alegorija, pa ne bi šla zdaj v te literarno-teoretične razlage. Pri simbolu bi začela z etimološko razlago. Mislim, da je to iz grščine beseda simbolein, nekaj takega je. In to je izvorno pomenilo dati skupaj, spraviti skupaj, Šlo je pa zato, da sta se recimo takrat dve osebi, ko sta se ločili za daljši čas, in zato, da bi se po recimo dolgih letih prepoznali, ker pač takrat še ni bilo Facebooka, da rečem tako neumno primerjavo, sta vzeli bodisi nek kovanec, ki sta ga prelomili, bodisi palico, ki sta jo prelomili, In ko sta se po vseh teh letih spet srečali, sta dali ta dva koščka skupaj. In če sta seveda koščka ujemala in tvorila celoto, sta potem te dve osebi vedeli, da sta res nekako še vedno isti osebi, ki sta se pred leti razšli in sta se zdaj spet bolj ali manj spremenjeni našli. Zakaj to poudarjam? Dati skupaj. Eden izmed, to je sodobni znan britanski psihoanalitik, mislim, da je Warren Coleman, iz tega pa tudi drugi so bili izpeljal to primerjavo, če si predlagate. Za sanje pravimo, da v sanjah in da v umetnosti nastopajo simboli. Če pojasnim, za simbole v sanjah lahko vzamete živali, lahko vzamete neko pokrajino, lahko vzamete neko osebo.
Vaš zavestni del, bi lahko rekli, je eden od teh dveh oseb, ki se srečata po drugih 10 letih, recimo. Vse, kar sanjate, je vaš drugi del. In skupaj, ko date svoj zavestni del in svoje podobe iz sanj nezavedno, to tvori celoto. Jung je namreč trdil, da je naša psiha sestavljena iz zavestnega dela in iz nezavednega dela. Ne. Se pravi, povežeta se dve stvari, lahko rečemo zavestni in nezavedni del, lahko rečemo tudi, poveže se naše, vedno ko razmišljamo o sanjah, poskusite razmišljati, da so sanje nek komentar na dnevno dogajanje, prejšnji dan ali pa prejšnje 2 dneva. Ne. In v tem smislu je ta simbol spet neka povezava, nek most med vašim zavestnim vsakodnevnim življenjem in vsem tistim, česar o sebi ne veste. Ponovadi sanjamo pač tisto, kar rečemo, da je del našega hrbta. Ne? In v tem smislu nastane celota. Nekaj sem še hotela zdaj povedati. Morda to, ne? Da o teh simbolih, o katerih zdaj razlagaš in bomo še naprej govorili, to niso znaki, to niso tisto, kar mi v naši realnosti vidimo. Kaj jaz vem, recimo prometni znak, ne? Je en takšen, ne? Ampak to je znak oziroma simbol, ki ima nek globji pomen. Vedno gre za neko presežno vrednost, za nedoumljivo. Z nami danes tudi kolega Aleš Učakar, po mojem so tudi vas primerjalni, ne, s tem znaki, ne, semafor, rdeče, oranžno, zeleno, zelo jasna definicija, ne, pri rdečem ustavi, pri zelenem pelji naprej. Simbol je pa ravno to nasprotje, da ne moramo pomena simbola pripeti samo z eno besedo. Vedno je v njem nekaj presežnega, nekaj, kar bi reči, jaz bi rekli. In tudi, ko recimo sami ne, razmišljate o svojih sanjah, se lahko tudi pomen tega, kar sanjate, s časoma spreminja. Ne morate ga, kot rečeno, samo enostransko označiti. No. Tako nekako tudi, morda samo še to, če gledate umetniške upodobitve, ne, vemo, da slike si bo seveda vsak na drugačen način razlagal. Velikokrat so si te razlage podobne, ne, ampak vendarle težko je pa reči, kaj dejansko je zdaj ta točna simbolna vrednost, no, pomen. Tudi, se bom pa kar navezala na to, kar si zdaj povedala. Se pravi, recimo, če 2 človeka, hipotetično, sanjata popolnoma iste sanje, ne moremo dati obema iste razlage. Ja, vedno, kadar ne, vsaj naša jungovska smer govori o tem, kako si razložiti sanje, opozarjamo, da je ključna vloga tista oseba, ki sanja, se pravi sanjalec, sanjavka, ki vnaša svoj pomen. Ne. Če iste sanja moški pri 20, je pomen lahko različen zelo, kot če jih sanja moški pri 70. Ne. Jung je imel tak tipičen primer, mladenič, ki sanja, da zajaše konja in nekako odjezdi v življenje, in starejši moški. Kakšna je razlika? Za mladega mladeniča moža je zelo pomembno, da zajaše konja, se pravi, da upravlja to svojo instinktivno energijo in da gre v življenje. Ne. Za starejšega človeka pa je lahko zelo nevarno, če še vedno misli, da je njegova pogonska energija, instinktivna energija taka, kot je bila v mladih letih. Ne. Tukaj se pravi, torej, ko razlagamo si sanjo, vedno kakšna je življenjska situacija tega, ki je sanjal, ne, to je vedno prva stvar, v katero vprašamo, in vedno tudi kakšen je bil kontekst, nedavni kontekst, to, kar sem že prej omenila. Kaj se vam je zgodilo dan ali 2, preden ste to sanjali, ker so sanje nekakšen komentar tega, kar se je zgodilo. Ali so recimo simboli pri različnih narodih, ali pa če gremo še globje v preteklost, pri različnih civilizacijah imajo različen pomen, in ne vem, če razlagamo sanje nekemu Evropejcu, ali pa če razlagamo sanje nekomu, ki prihaja, ne vem, z Kitajske, verjetno tudi to vpliva na razlago? Ja, znova, če se lahko Alešu vrnem, ker te knjige ni bilo, ne, Aleš je pred kratkim pri Mladinski knjigi je pravzaprav posodobil ta, bom rekla, znameniti slovar simbolov Chevalierja in Gerbrandta, ki ga mi kar uporabljamo pri svojem delu.
In meni je bilo zelo zanimivo, ker je upozoril na eno za moje stvari ključno stvar, da je to zelo frankofona zadeva. Zelo koncentrirano na francosko okolje. Koncentrirano na francosko okolje, kaj pomeni. Ne. Zanimivo je tudi podatek, je dejal, bom odgovorila potem na tvoje vprašanje, da je ta slovar simbolov nastajal v 60-ih letih, ko je bila na svetu hladna vojna. Ne. Francozi so bili na strani Američanov, se pravi, Rusi so bili grdi in niso obstajali. Slovenija je nekako, bi lahko rekli, mislim, vemo tudi, smo del slovanskega sveta, ne, kar pomeni, da v tej knjigi velik del mitologije ni. Zakaj sem zdaj začela? Nekateri simboli so skupni vsem, če lahko rečemo, narodom, ljudstvom, pri nekaterih se te interpretacije nekoliko razlikujejo. To, kar je skupno, je recimo Jung razlagal na ta način, da ima človeška psiha, če gremo z zavestni del, pa če si psiho predstavljamo kot globino, ne, kot ledeno goro, da je potem pod pragom zavesti osebno nezavedno, se pravi vse, kar je vezano na nas osebno, na posameznika. In je potem za razliko od Freuda dejal, da pod to plastjo psihe obstaja še ena plast, ki je pa kolektivno nezavedno. Kolektivno bi lahko prevedli tudi kot arhetipsko oziroma univerzalno, obče človeško. Ne. In v tej ravnini so te simboli, ki imajo dokaj podoben pomen, lahko govorimo. Mogoče, če dam konkreten primer, sama preden sem se začela študirati prav znotraj Mednarodne zveze, sem šla leta 2011 potovati v Peru in Bolivijo. Vedela sem tako približno, ne, pri nas sem poznala malce starovirce in ta pogled na svet podzemlje, ta svet onostranstvo. Ne. In je bilo seveda zanimivo, ko gremo na povsem drug konec sveta, ne, v Peru, kjer je recimo inkovska kultura, je bil pogled na človeško življenje povsem enak. Spet smo pri podzemlju, spet smo pri tuzemnem svetu in pri onostranstvu. Ne. V tem smislu so to neki simboli, ki bi lahko rekli, so povsod zelo podobni pri vseh kulturah. Kot je pa rečeno, ne, ta knjiga je pa tudi zato nastala, ker so pa nekateri simboli imajo pri vsaki kulturi malenkost drugačen pomen. Čisto praktičen nasvet, mogoče, ko razmišljate o svojih sanjah, a ne, mi pravimo, najprej pozabite na vse, kar ste kadarkoli prebrali v kakem simbolu, pa pomislite, kaj vam pade na pamet, kakšne so vaše asociacije, kakšno je to, kar ste sanjali, ali ta oseba, ali ta žival, ali nek predmet, vlogo odigrala v vašem življenju, ker je to lahko ključno za razumevanje vaših sanj, a ne. In potem pravimo, nekateri analitiki grejo, nekateri ne, v tako imenovano amplifikacijo, neke vrste razširitev, da potem lahko vzamete tudi nek slovar simbolov in ne vem, če sanjate, kaj pa zdaj, sonce, ki je strahotno, mislim, pač nek univerzalen simbol, ampak vseeno z mnogoterimi pomeni, se ustavite pri tistem, kjer nekaj v vas trzne, pri tistem pomenu, ko boste prebrali, a ne, in ga potem znova poskušajte sestaviti pač z ostalimi pomeni, ki so povezani z vašimi sanjami, tako nekako. No. A sem odgovorila? Ja. Zdaj mi je prišlo na misel, ne, da enostavno kako zelo enostavno je odpreti sanjsko knjigo in prebrati, kaj o nekem simbolu piše, ampak to ni to, ne? Ja, nekako vsaj jungovski psihoanalitiki, psihoanalitičarke odsvetujemo sanjske bukle, ker so tam, ne vem pravzaprav, s kje so jemali te razlage. To, kar sem prej rekla, ne, vedno razmislite v kontekstu svojega življenja, kaj vas na kaj spominja, če pa že neki priročniki, potem pa recimo slovar simbolov, pa ravno prej me Aleš povedal, ne, da tudi ta slovar simbolov ni tako popoln, kot sem se recimo včasih predstavljala, ampak je pa nek, bom rekla, vseeno uporaba pripomoček. Je simbol križa v različnih oblikah, en tak arhetipski simbol, ki je značilen za vse civilizacije, ali ne? Ja, to naj povem, Simona mi je poslala vprašanje naprej, mi da so obe malo perfekcionistki. Jaz sem se lotila priprave in ko sem odprla slovar simbolov, ima simbol križa približno 6 strani za prebratane.
In sem nekako obupala, da bi si vse izpisala, ampak torej bom probala na kratko. Ja, simbol križa, simbol kroga, simbol kvadrata in simbol središča, recimo slovar simbolov označuje kot temeljne simbole. Pred leti, ko je bil še živ pokojni dr. Zmago Šmitek, mislim, da slovenski etnolog, je imel predavanje pri nas na našem društvu Slovensko združenje za analitično psihologijo in je predaval o mandalah, ker je on precej preučeval mandale in precej je tudi potoval po Daljnem vzhodu. In če se prav spomnim, je on takrat pojasnil, zakaj krog in kvadrat, in smo prišli potem tudi do križa, kot običajna lika, ki ponazarjate mandale. Mandala nekako simbolizira kot našo celovitost, jungovsko temu rečemo osebstvo. In je rekel, da se je začelo pravzaprav, da so to zelo, zelo starodavni simboli, najbolj enostavni, če si predstavljate krog, pa kvadrat tudi pravilnih oblik, in da so povezani s človekovo orientacijo v prostoru in času. In tukaj potem pridemo do križa. Križ, če si predstavljate, povezuje 4 strani neba, in križ si lahko predstavljate tudi znotraj kroga, znotraj kvadrata. In velikokrat so vse te mandale, ki jih v različnih manifestacijah srečamo pri različnih kulturah, so ene od teh oblik, recimo krog, kvadrat, nekje lahko tudi križ, lahko je tudi kakšna druga pravilna oblika. In morda, če probam biti spet recimo konkretna, kdaj sanjamo take oblike, recimo mi rečemo mandala, sebstvo, recimo kot krog. Jaz sem leta nazaj sanjala mongolsko jurto, če poznate, sem takrat prevajala eno literarno besedilo. Ena od zgodb, ki se je dogajala v Mongoliji in sem mogla pač tudi malo naštudirati kulturo in civilizacijo. In sem si pač pol prebrala, te jurte so ta njihova, če si predstavljate, okrogli šotori, In takrat sem bila v takih situaciji, sem potem sanjala to jurto. Te simbole, spravi sebstva, neke celovitosti, dovršenosti, sanjamo ponavadi takrat, kadar je v naši psihi velik kaos, velik nemir. Kadar smo v res takih hudih, včasih kar nekih življenjskih prelomnicah. In naloga sanj, naloga nezavednega je, da naj bi v naši psihi poskusila ustvariti ravnovesje. In kadar naše nezavedno res začuti, da pa nam je res hudo, da potrebujemo neko kot notranjo tolažbo, tedaj nam včasih pošlje te sanje, ko se pojavijo te lepe, popolne oblike, zato da vsaj v sanjah, ker ponavadi, ko sanjamo take sanje, je to res nekaj lepega, nekaj, ob čemer ostrmimo, morda obnemimo in se kot za nek hip nek mir pojavi. In na ta način nas, na nek način nas nezavedno stabilizira. Poskuša v tem kaosu našega zunanjega in ponavadi notranjega življenja ustvariti nek red. Če so sanje sredstvo neke komunikacije z nami, našega nezavednega, zakaj potem niso direktne? Zakaj nam ne sporočijo direktno, kaj bi morali storiti, kaj popraviti, kako se, drugače obnašati? Zakaj nam ne povedo, kje imamo težave direktno? Ja, to ne vem, če bomo prišli do odgovora na to vprašanje. To je po mojem skoraj vprašanje, kura ali jajce. Jung je pač predpostavil, da v naši psihi obstajata 2 načina mišljenja. Ena je to zavestno, spravi to, kot si rekla, pričakujemo direkten nasvet, smo v neki situaciji in zdaj bi mi radi direkten nasvet, kako se iz tega izkopati, da nam bo bolje. Sanje pa nam pošljajo nekaj, kar je strahotno, nerazumljivo, bizarno, fragmentarno, nekaj, kar ponavadi, če si ne zapišemo ali posnamemo, zelo hitro pozabimo, ker se drugi vtisi čez dan nalagajo in v tem smislu zelo hlapljivo, minljivo. Tako da ne bi ti znala odgovoriti, zakaj je tako.
no, sem poskusila izvedeti. Zdaj, Freudovo raziskovanje je bilo tako zelo obrnjeno v nek razsvetljenski racionalizem. Jung je šel pa malo dlje, pa tudi malo drugače. Kje sta se ona dva pravzaprav razšla, na kateri točki in s čim se v bistvu Jung ni strinjal pri Freudovem raziskovanju? Zdaj, to vprašanje je zelo kompleksno, ne bi lahko samo o tem govorili eno uro, ja, posebno predavanje, bom probala iti postopoma. Pravzaprav je, če ste kdaj zasledili, ne da je bil Freud toliko morda racionalizem, ampak Freud velja za enega tistega poslednjih, ki je zatresel človeški svet. Ne? Najprej je bil, kje smo, Galilej, ne, bil, ki je rekel, da ni zemlja v središču sveta, ampak da je sonce, a ne, da je zemlja. Potem je bil še nekdo drug, ne, pa se zdaj ne spomnim kdo, in potem je nekako prišel Freud, ne, ki je rekel, mislili ste, da ste razumni, v resnici pa naj bi bil ta razum, ta zavest samo približno 10% vsega, kar je v človeški psihi. Ne. In s tem je na nek način zadal kar velik udarec človeški psihi. Morda si moramo predstavljati, da je bil to tudi Dunaj, kultura, v kateri je Freud živel, a ne, se pravi Dunaj, prelom, ki smo konec 19. in začetek 20. stoletja, visoki sloji, meščanska morala, a ne? In Freud je imel ogromno pravzaprav strank, ki so bile klientke, ki so živele v tej utesnjujoči dvolični morali, podobno kot je bilo recimo v viktorijanski Angliji, a ne? Kjer se o spolnosti ni smelo govoriti, a ne? Recimo za Angleže je bila značilna ta misel, ne, da ko so mlade ženske vstopale v intimno poročno življenje, so jim mame rekli, pač ko se to zgodi, a ne, zapri oči in misli na Anglijo. Ne. To pač ni glih nek krasen vstop v nekaj, kar naj bi bilo nekaj lepega. Ne. In se zaradi, ker pravzaprav ta spolnost je velikokrat vezana na naš instinktivni del, ni smela biti izživeta, ker je bil tukaj en kup potlačene psihične energije, je potem jasno prihajalo do pač nekih različnih pojavov, psihičnih blokad ali pa raznih psihičnih nevroz. In je Freud v svojem pojmovanju psihe in človeške energije je razvil pogled, s katerim se Jung kasneje ni mogel strinjati. Freud je imel pogled, da je naša psihična energija vedno samo spolna, zdaj zelo poenostavljam, ne. Jung je pa rekel, ne, psihična energija sama po sebi ni, kako se temu reče, kakovostno določena. Psihična energija je tako kot električna energija, če si predstavljate. Če boste električno energijo spustili skozi zeleno žarnico, boste imeli zeleno svetlobo. Če bo rdeča žarnica, bo rdeča svetloba, če bo modra, ne. Se pravi, ko gre naša psihična energija, libido, ona da temu rekla, skozi, Jung je rekel žarnica kompleks. Če gre skozi nek kompleks spolnosti, bo pač imel tak neko barvo, neke asociacije. Če gre skozi nek drug kompleks, materinski, bo drugačen. Ključno pa je, tako kot je v fiziki, energije ne morete izničiti, ne. To so, mislim, da neki temeljni zakoni. Energija samo spreminja obliko. In isto je Jung dejal, da velja za psiho. Zakaj je to pomembno? Če imate vi, da v psihi nekaj potlačite, da se z nečim nočete soočati, ne, bo šla ta vaša energija v nezavedno in boste imeli vi v vsakdanjem življenju manj energije, boste šli težje skozi življenje, boste lahko utrujeni, lahko ratate tudi depresivni, a ne. Ko pa se začnemo s tem, s čimer se težje soočimo, ali pa ne, ko rečemo potlačimo, da na stran soočati, se vendarle ta energija, ki recimo tam nekje dol, začne sproščati in je potem jo lahko spet uporabite. Potem je seveda od posameznika odvisno, kako bo jo uporabil. Zdaj zanedem predaleč. To je bila, se pravi, ena od temeljnih razlik. Druga stvar je bila tudi ta, kar sem prej rekla, Freud je človeško psiho pojmenoval samo, da je to samo ta plast osebnega, nezavednega. Jung je razširil to tudi na kolektivno nezavedno, se pravi na obče človeško in mislim, da v njegovi biografiji Spomini, sanje, misli
je Jung to opisal, naključje je hotelo, da sta v nekem obdobju, ko sta Freud in Jung še prijateljevala sta 7 let, potem sta se pa razšla in to je precej usodno zaznamovalo razvoj psihoanalize, ker je šla v 2 smeri. Ena je ta freudovska psihoanaliza, Jung pa potem svoji vrsti psihoanalize dal svoje ime, je dal ime jungovska analiza. Danes se to dejansko združuje, sploh v praktičnem delu. No, ona dva sta skupaj potovala v Ameriko in sta ga je drug drugemu razlagala sanje. In Jung je nekoč na tem potovanju sanjal, da sta nekje v eni jami, in to piše v tej knjigi, zelo zanimivo, v neki jami je sanjal 2 lobanji. In Freud ga je spraševal in Jung je nekako pravil, sem približno vedel, kam meri, in sem mu rekel, da te lobanji pač simbolizirata mojo ženo, pa mislim, da mojo sestro ali mater, ne. In naj bi bil Freud zadovoljen. Aha, hoče se jih znebiti, ne. Jung je pa v bistvu ni imel tega v mislih, ni mu pa hotel povedati, da to še zdaleč ni to in da sta ga te lobanji vznemirali na drug način in da je on to povezal kot z nekimi zelo zgodnjimi ostanki človeške psihe, se pravi, z nekimi, če lahko rečemo, predzgodovinskimi izkušnjami, ki jih nosimo vsi s seboj, a ne? In tukaj mu je potem počasi začela prihajati ideja o kolektivnem nezavednem, se pravi, da je vsakem od nas, da nosimo ne samo nekaj, kar je skupno našemu življenju ali pa našim prednikom, ampak nekaj, kar je skupno tudi celotni človeški civilizaciji. In če probam biti spet konkretna, kdaj se recimo to pojavi v sanjah kot pomoč, kadar ste recimo v neki znova prelomni življenjski situaciji, ko vaše nezavedno išče rešitev, kako bi vam pomagalo, in če v tem rečemo bazenu vaših osebnih doživetij, vsega, kar ste doživeli v življenju, ne najde recimo neke osebe, recimo, da sanjate svojo teto, ne, vedno pomislite, kako je teta ravnala in pomislite, a mi v tej situaciji, kot jaz sem, ne vem, mora dobiti novo službo, pomaga, če ravnam kot moja teta, ali mi to škoduje, ne? In imate tukaj praktičen nasvet. Kadar pa nezavedno ne najde nekega uporabnega lika ali pa situacije, gre kot stopničko nižje, gre na to obče človeško univerzalno raven in vam recimo pošlje nek lik, ki vam morda sploh ni znan in je lik iz neke, morda rečemo, kitajske mitologije, a ne? Ali pa ne vem, vam pošlje lik grške meduze, a ne? In takrat si pomagate tako, da greste spet čim več prebrati o tem podobi, o tem simbolu in potem pomislite, kako bi vam to, kar zdaj ste prebrali, vam pomagalo rešiti situacijo, v kateri ste se znašli. Zihar je še kakšna, še to in potem končam s tem predavanjem Freud-Jung. Freud se je vedno vračal, da sanjamo in da se bolezni psihične pojavijo zato iz nekega vzroka, se pravi, Freud je šel v preteklost. Jung je pa rekel, ne, naša psiha je usmerjena tudi v prihodnost, oziroma predvsem v prihodnost. Ko se nam nekaj zgodi, recimo, da padete v depresijo, je on rekel, v to depresijo se je pojavila zato, ker je to simptom, ker je depresija način, kako vaša psiha poskuša vzpostaviti ravnovesje, spet pritegniti vašo pozornost, da boste razrešili, da, neke stvari iz preteklosti, ki se nalagajo, ampak da boste šli v življenje, če lahko rečemo, bolj polnokrvno, ne? Skratka, Jung je upozoril torej na to usmerjenost naše psihe v prihodnost. Kako psihoanalitiki, recimo klientu, nekemu sanjajočemu človeku, ne, pomagajo pri razlagi sanj, glede na to, da sanje nimajo pravzaprav često nobene logike, da nimajo časovnih zakonitosti, da nimajo pravzaprav nobene cenzure? Ja, to, kar smo že prej rekli, ne, mi delamo tako, da se pogovarjamo. Jung sam je rekel, to je ena taka uporabna metafora, da si probajte svoje sanje predstavljati, kada bi šli v gledališče ali pa si pogledati film in vse, kar boste videli na odru ali pa na ekranu, običajno govori zgolj in samo o vas samih. Lahko govori tudi, če sanjate recimo neke najbližje starše, otroke, prijatelje, tudi o dejanskih odnosih z njimi, največkrat pa govori o vas samih. Vse to je
ponazoritev vašega notranjega sveta. A ne? Mi potem ponovadi najprej prosimo za naslov, da čim manj razmišljate, ne, se pravi neki sanje, ne vem, če pomislite na zadnje sanje, ki se jih spomnite, čim manj razmišljati, pa kak naslov bi jim dali, potem pa greste vsak element v sanjah, naj bo to scena, se pravi, kje se sanje dogajajo, naj bo to osebe, živali, rekviziti, nosi nek pomen, kjer vedno sprašujemo, na kaj vas to spominja, a ste že bili kdaj v taki situaciji, kako bi predstavili tega človeka, ne vem, sanjate svojo mamo, svojega najboljšega prijatelja in potem počasi se nekako sestavlja pomen sanj, potem pa tukaj je seveda spet odvisno od vsakega psihoanalitika, kako dela, te šole so tudi znotraj nas, mislim, šole usmeritve so različne. Jaz izviram malo iz srbske šole, to je bil Ivan Nastović, ker smo se učili, da smo na koncu podali neko zaključno interpretacijo. Sodobni jungovci pustijo stvari veliko bolj odprte, ne zaključijo interpretacije in pravijo, da je za sanjajočega pomembno samo, da pridete v stik s svojim nezavednim, se pravi, da razmišljate o svojih sanjah. Nekaterim recimo pomaga že to, da če imate ta talent ali pa če vam to ustreza, da morda sanje narišete. Ne. To recimo svetujemo tudi za otrokom. Ne. Otrokom sanj večinoma ne razlagamo, ker njihova psiha še ni dovolj trdna. Recimo otročkom samo rečemo, no pa daj mi to nariši, pa potem se malce z njimi tako pogovarjamo. Ne. Brena, kako si ti prišla v stik sanjsko tematiko z Jungom in kako si v bistvu prišla do šolanja oziroma izobraževanja te psihoterapije oziroma jungovske analize? Jaz sem pač, po mojem, je to dokaj tipična stvar. Tam, ko smo stari okoli 28 let, se nam začne ponovadi življenje zelo, se kje zaciklamo, kje gre narobe. Jaz sem se kar precej vrtela v krogu. In takrat sem Primorka, takrat so mi prijateljice starejše svetovale, mi smo imeli v Kopru eno astrologinjo. Jaz takrat nisem vedela, da ona bila pravzaprav psihološka astrologinja. To pozarjam zato, ker astrologiji veliko uporabljajo. Šolce z gimnazije, ki so zapriseženi naravoslovci in se samo križajo, če kdo kaj takega omeni. Ampak ona je meni rekla, ti po teh tvojih natalnih karti in tralala, beri Junga, ti bo pomagalo. Ne? In sem pa čez čas sanje. Ne? In res, jaz sem potem kasneje opazila, v življenju sem imela par sanj, ki so me zelo zaznamovali in si jih nisem znala razložiti. In potem leta pozneje je prišla pač okrožnica, da se v Ljubljani dobiva ta skupina za analizo sanj, ki jo vodil ta srbski psihiater Ivan Nastović, pa njegova žena Marija Nastović. In sem rekla, grem samo enkrat, ker nimam denarja, da bi to lahko hodila vsak mesec. Jaz sem takrat šla na svoje, postala sem samozaposlena, imela sem en kredit za eno malo stanovanje, pa en kredit za avto z druge roke. Ko sem pa prvič šla, me je pa toliko potegnilo, da sem potem hodila. Ne. In ko sem prvič prišla na to skupino, so rekli, načeloma se dobivamo 3 leta. Sem jaz mislila, se vi hecate 3 leta, mislim, halo, ne. Kaj počnete 3 leta? In sem na koncu ostala 7 let, skupina po 7 letih nekako smo se razšli. Vmes sem si pa rekla, tam nekje, mislim, da pri 33, da mogoče, ko bom v penziji, bi pa jaz to znanje uporabila, pa ko bom v penziji, bi komu imela tudi jaz kako tako skupino, ampak da bi bilo fino, če bi vseeno imela malo več teoretičnega znanja. In sem pol poiskala, kaj se da, in so mi rekli, vpiši se v to Slovensko združenje za analitično psihologijo. In sem potem najprej hodila 5 let sam na predavanja, potem se je pa tam zamenjal naš ta vezni člen in nas je on spodbujal, pejte, vpište se v ta študij pri Mednarodni zvezi. In sem se spet zelo sekirala, ker so to za sabo pač, to je kar nekaj denarja, ker moraš biti tudi sam, dokler študiraš ves čas v analizi, ponovadi v tedenski analizi in je pač to nek znesek. Ampak sem potem šla, kolega, ki je bil vsa ta leta naš predsednik, je rekel, da ko je on se upisal, razmišljal, ma se bom upisal, pa če po prvem letu ne bo šlo, bom nehal. In sem rekla, ok, pa dosti časa sem se odločila, ali iti ali ne. In pol je šlo po prvem letu in nekako sem pol speljala do konca. No. Koliko let je torej trajalo celotno izobraževanje? Ja, v bistvu jaz sem se v to Nastovićevo skupino upisala konec decembra 2007, se pravi to, odkar sem samo zaposlena, 16-17 let,
To študirala sem pri mednarodni zvezi, da dobimo pač da smo zdaj certificirani, pa jaz sem bila zelo počasna, no. Pa vmes sem bila še 1 leto na porodniškem, mislim, da 6 do 7 let. Imam tudi bolj hitre kolegice, ki so končale to veliko prej. Kakšna je pa etika pri delu s klienti? Etika je po mojem taka, kot je nasploh velja v psihoterapevtskem svetu. Vsaka resna psihoanalitična ali psihoterapevtsko združenje organizacij ima svoj etični kodeks, tudi mi, ki ga moraš podpisati. Ključna stvar je, da so klienti vedno morajo ostati anonimni, kar pomeni, da tudi kadar imamo mi supervizije, se pravi, kadar se s kolegi, ki so bolj izkušeni od nas, pogovarjamo o določenem klientu, nikoli ne smemo povedati imena in povedati res samo tiste informacije, ki so nujne. In drugo pravilo, ki je ključno pri nas, tisto, kar se psihoterapevt oziroma psihoanalitik pogovarja s klientom, mora ostati v prostoru. Klient lahko nese ven iz prostora karkoli želi, mi ne smemo, ne. In tretja stvar, ki je zelo pomembna, in to recimo se včasih očita Jungu, ampak to so bili pri Jungu začetki psihoanalize, psihoterapevt ali pa psihoterapevtka ali pa psihoanalitičarka, psihoanalitik se nikoli ne sme zaplesti v čustveno ali spolno razmerje s svojim klientom ali klientko, ker je to pravzaprav zloraba, ne. In to so stvari, za katerih si lahko in je tudi pravzaprav prav, da si izključen iz društva. To, da so ključne, pa so še take stvari pač izobraževati, se moraš vedno naprej, kadar pišeš, strokovno objavljaš, ne moraš, tako kot je v znanstvenem svetu, treba pač navajati, če si kaj sposodiš. In nikoli ne smeš pisati o svojih klientih, to, kar sem prej rekla, če nisi dobil dovoljenja, da to napišeš. In tudi jaz tukaj recimo zdaj ne smem govoriti konkretnih primerov, ker pač nisem niti pravzaprav zaprosila, da bi lahko govorila. To so, mislim, da ključni postulati. In kot rečeno, to veljajo pri vseh resnih psihoterapevtskih organizacijah, društvih. Veliko lahko zadnje čase beremo o klinični psihologiji, klinični psihiatriji. V kakšnih navezah ste v bistvu psihoterapevti, psihoanalitiki s kliničnimi psihologi, psihiatri? Nekaj vem, da je povezovanja, so pa tudi nekatera mnenja, ki odločno zavračajo povezave. Ja, to zdaj pač je treba, ne pač, če kaj spremljate, potem veste, da je zdaj kontekst, da se po ne vem kolikih letih pri nas spet znova poskuša sprejeti zakon o psihoterapiji, da je tukaj v slovenskem prostoru zelo velika delitev. Večinoma gre te delitve, ne pa vedno, ne pri vseh. Na eni strani je temu, kar rečemo medicinski model, ki ga predstavljajo psihiatri in klinični psihologi, na drugi strani smo psihoterapevti. Če si dovolim, ne vem, če je prav, da posplošujem, mislim, da vsak resen psihoterapevt, ki se izobražuje ali pa je končal to osnovno, se pravi, da se je certificiral, ima željo, da bi lahko sodeloval s psihiatrom, ne, v dobro naših klientov. Ne vem, koliko je zdaj prav, pač psihoterapevti. Problem je pri nas, ne, da brezplačne psihoterapije skoraj da ni. Nekaj jo je, vendar je težko dostopna in veliko je treba čakati. In si psihoterapevti, te, ki smo izobraženi, želimo, da bi bili mi tudi uradno priznani. Pri nas se sploh še ne razpravlja o tem, ali bo potem psihoterapija financirana strani države kot del zavarovanja, kot recimo nek pregled, na katerega vi greste telesni ali ne. Trenutno so še v fazi, ko se sploh pogovarjamo, ali to nekako lahko uradno izvajamo tudi te, ki smo šolani kot psihoterapevti, ne samo kot klinični psihologi ali psihiatri. Problem, ki ga vidim, je ta, ne, najbolj ranljive skupine so ponavadi otroci in revni sloj prebivalstva, ne, in ti si psihoterapije običajno ne morejo plačati, ne. In zato bi bilo fino, da bi se to zakonsko uredilo in da bi tovrstna oblika pomoči postala dostopna vsem. Samo še, zdaj sem naredila obvoz, kakšna je pa razlika. Psihiatri so tisti, ki so študirali medicino in so se specializirali za psihiatrijo in so edini,
ki lahko predpisujejo psihiatrična zdravila, do neke mere, te najbolj osnovnih, lahko tudi osebni zdravniki, ampak recimo pri primerih depresij, sploh pa tam, kjer so hujši, kjer gre za psihotične osebe, tam mora biti psihiater zato, da ve, kako dozirati zadeve. Običajno pa je tako, klinični psihologi so, kakor vem, tisti, ki pač opravljajo teste, če pa nimajo tudi sami psihoterapevtskega izobraževanja, načeloma ne bi izvajali psihoterapije. Običajno je tako, da samo tabletke pomagajo, recimo pri depresiji, odvisno koliko je to akutno in tako naprej, vzpostaviti, mi rečemo, neko ravnovesje in možganih in če rečemo tudi psihično, ampak če nekdo, ki je imel neko hudo akutno depresijo, ne gre tudi na psihoterapijo, bo lahko po določenem številu jemanja let, ko bo nekaj let jedel tablete, morda celo nehal s tabletami, ali pa v blagi obliki še vedno jedel antidepresive, ampak se lahko zgodi, da se bo čez 10 let spet znašel v neki stresni situaciji in bo spet padel v depresijo. Zato, ker tiste izvorne situacije, ki ga je pahnila v depresijo, ni razrešil. In problem je, ko se ljudje staramo, starejši, ko smo, manj energije imamo, ne samo telesno, tudi psihično. Zato se je smiselno s temi stvarmi čim prej začeti soočati. In zato je pač psihoterapija pomaga. Izvorno psihoterapija pomeni spremstvo, v bistvu spremstvo duše. A sem odgovorila, se pa malo zaplete. Imam še eno vprašanje v povezavi. Namreč, ne vem, koliko sicer poznaš, ampak predvidevam, no, ali se klinični psihologi, psihiatri tudi posvečajo Freudu, Jungu, ali uporabljajo, predvsem me zdaj zanima bolj podrobno, ali uporabljajo tudi oni, recimo pri razlagi ti dve Jungovi besedi, anima in animus. Zdaj sem rekla prehitro se opravičujem, ker nimam pravice govoriti o njihovem imenu, ampak pred lani mislim, da je šla ta biografija pokojnega psihiatra Gorazda Mrevljeta, Mislim, da je naslov je Psihiater na kavču Bojane Leskovar. In če tisto berete, boste videli koliko, pa ne samo v psihiatriji, nasploh pri razvojni psihologiji, ogromno spoznanj, ki so prišle smeri psihoanalize, prehaja v obči diskurs, obče pogovore. Zagotovo poznate vsi te, recimo Freud je recimo imel pri razvoju otročka te faze, oralna faza, analna faza, to izvira vse iz psihoanalize. Jung je to zadevno že pri psihoanalitikih bolj na stranskem tiru. Tako da, po mojem, ne vem koliko, zagotovo je dr. Jožef Magdič, ki je psihiater, pravzaprav nevropsihiater in prvi slovenski Jungovic, je edini najbrž domnevam psihiater, ki uporablja ta izraza anima, animus. In kaj ta izraza pomeni? V jungovskem svetu sta to izraza, ki sta postala sporna. Ampak načeloma Jung je imel teorijo, da je v vsakem moškem, tudi psihična ženska, in vsaki ženski moški. Ko sanjamo ženske moške, sanjamo pravzaprav neke psihološke vidike podosebnosti same sebe. In ko sanjate moški ženske, velja obratno, sanjate neke notranje aspekte. Kot rečeno, v samem jungovskem svetu je veliko kreganja, ali zdaj to res ali ni res, ampak klinična praksa, se pravi delo s klienti v praksi kaže, to imam jaz prav naslednje predavanje o tem, da te naše podobe, če smo ženska moškega in obratno moški žensk in če smo heteroseksualni,
podobe, se pravi recimo pri mali deklici, ki odrašča in si ustvarja podobe moškega, ponovadi je najprej pomemben oče, če ni očeta, kakšen stric, potem je lahko nek učitelj v šoli pomemben, da si na podlagi teh podob moškega, ki si ustvari, velikokrat izbere partnerja. In zdaj, da malo zakompliciram, partnerja si lahko izbere, če smo pri deklici, tudi po načinu, kako je funkcionirala mama. Se pravi, po podobi njenega notranjega moškega. Skratka, kar hočem povedati je, naši prvi stiki z osebami, s pomembnimi osebami v našem življenju, po mojem ste to sami izkusili v lastnem življenju, zelo vplivajo na to, v koga se zaljubimo, s kom se poročimo, morda s kom se tudi ločimo. No. Psihoanalitiki pravimo, da so naši partnerji, partnerke, naši bivši partnerji, partnerke, nekako strokovno temu rečemo, neintegrirani delci naše psihe. Se pravi, delci naš samih, ki jih mi v sebi nismo prepoznali in smo te dele prilepili nekomu drugemu. Včasih tudi rečemo, da se poročimo s svojimi kompleksi. Mogoče še to za partnerske zveze naj bi bilo značilno, za dolgotrajne partnerske zveze, da predelujemo 5, 4 ali 5 bolečih točk kompleksov, zato da smo se poročili s svojimi kompleksi. Mogoče potem me še kaj vprašate. Zdaj, morda, kar govorim, zveni zelo teoretično, abstraktno. No, pojdiva še malo po umetnosti. Pred seboj imaš slikanico z neko lepo ilustracijo. Zakaj si želela tole pokazati in kaj nam boš o tem povedala? Ja, to je slikanica čez veliko reko. Avtor je, vam bom povedala, avtor je Armin Bojšer, z ilustracijami Kornelija Haas. To slikanico je meni imamo lokacijo eno zelo prizadevno knjižničarko in me to ona samoiniciativno svetovala, ker sem jaz iskala knjigice na temo, kako predstaviti tematiko žalovanja majhnemu otročku. In je tu zelo lepa zgodbica o prijateljstvu med rakunom in zajčkom. In zajček v eni točki začuti, da mora iti čez veliko reko. Se pravi, da se končuje njegovo življenje. Prosi rakuna, da ga pospremi in je rakun potem zelo žalosten. In v neki točki gre potem rakun na ta kamen sedeti, kjer sta se družila z zajčkom in si predstavlja tega zajčka, če ga tukaj vidite. In zdaj, kako zdaj to čim bolj prijazno in jasno razložiti. Če smo mičkeni, če imamo srečo, da so ob nas dovolj dobri starši, si tam nekje od 1 leta do pol, do 3 let starosti začne ta proces, ki mi rečemo simbolizacija. Bom probala pojasniti zdaj čim bolj preprosto. Če ste kdaj pospravljali stanovanje svojih staršev, ko se morate ločiti, če starši tega sami niso naredili, odkupa enih papirjev, odkupa enih predmetov, oblek. In veste, da se od enih tudi papirjev ali pa od enih predmetov zelo težko ločimo. Zakaj? Morda je samo, kaj pa zvem, nek kip, ki nima sam po sebi neke velike umetniške vrednosti, ampak ima ta kip za vas neko zgodbo, ne vem kakšno. Skratka, ima neko simbolno zgodbo, neko simbolno vrednost, to je simbolizacija. Ampak se ne vem, če vam zdaj dovolj jasno predstavlja. Ali pa morda najdete nek papir, morda je za koga pomembno, da najde rojstni list svoje mame, ali pa da najde mogoče poročni list svojih staršev, ker ima to za vas spet neko veliko simbolno vrednost. V bistvu rečemo, če bi gledali samo dobesedno, je to samo papir, je to samo en dokument, je to samo en kip, en predmet, ki lovi prah na omari. Ampak od tega se ne moramo ločiti, ker ima za nas to veliko čustveno vrednost. In to pomeni simbolizacija.
In ko otročki odraščajo, je eden prvih korakov, ne, otroci radi zelo nemirni, če ni mamice, ne. In ko imate malo otročke, ne, jaz tudi nisem, temu se reče te igračke, ki jih imajo radi, ali pa dekice, se jim reče ninice, ne. In vsi, ne vsi, ampak večina otrok recimo lažje zaspi ali pa lažje gre v vrtec, če nosi to ninico s sabo, ali je to medvedek, ali je to ena rutka, ki diši po mamici. Se pravi, nek občutek, mama v vrtcu, ne, bo šla domov, jaz grem tja med kup neznancev, ampak s sabo imam še vedno košček mame, ne. In to je simbolizacija, ne. Ni konkretne osebe, ni zraven, ampak gre za za to povezovanje, ja. Zato, kar smo na začetku rekli, ne, za ta manjkajoči delček palice ali pa kovančka, ne, in s tem rata celota, ne. Ker na začetku sta mamica in dojenček, oziroma oseba, ki ima vlogo mamice, vedno celota, ne. No, in če gre vse to po sreči, se tam pri letu in pol to začne, ta proces simbolizacije. In recimo, ko se je zbrala z mojo hčerko, ona ima zdaj 3 leta in je povsem razumela, ne, da tole ni konkreten zajček, ne, ampak da če nekoga manjkamo, ne, pa gremo na en kraj, kjer smo bili skupaj, pa si zamišljamo tega človeka, ne, imamo občutek, da smo spet skupaj z njim, ne. In to je nek običajen način, kako se svetuje, da poskušamo iti recimo skozi faze žalovanja, skozi faze prebolevanja, ki so zelo pomembne, da si pač to osebo, ki je več ni, bodisi da je umrla, bodisi da smo se ločili, da poskušamo nekako ponotraniti, da poskušamo, da zaživi v našem svetu, ne? Da kadar nam je hudo, da je ni, da si probamo, ne, tako kot en rakunček nekako poskušati priklicati zajčka, ne, da je zajček v meni, ne. In meni je bila ta ilustracija všeč, ker je v bistvu, ne, tako lepo je ta zajček narisan, ne, obrisi so, ne, vsi vemo, v bistvu zajčka ni, ne, ampak če poskušamo zajčka simbolizirati, nekako zajček ob meni, no. Bi lahko temu rekli neotipljivo prisotno? Ja, neotipljivo prisotno, v bistvu prisotno je tukaj, a ne, v nas samih, a ne. Pa pojdiva še malo z literaturo naprej. Preda, ko prevajaš, ali takoj recimo ugotoviš, da gre nekje, ko bereš recimo že angleški izvirnik za neko simboliko in kako potem to prerazporediš v naš slovenski jezik, ali moraš kaj dosti raziskovati? Jaz sem primarno po izobrazbi najprej lingvista, se pravi angleščina, sem študirala pa primerjalno književnost. Ko sem začela, nisem razmišljala o simbolih, jaz pač berem in se pač pol odločam, ali se mi zdi knjiga, jaz rečem, vredna prevajanja ali ne, ker je to velike energije porabljeno in slabo plačano. In zelo intuitivno, no, se mi odpira ene stvari in potem tudi na ta način. Ne bom rekla, za prevajanje moramo le poznati najprej oba jezika in tudi kulturo, ne, veliko je enega raziskovanja. Ko si prevajala Stonerja, si pa verjetno tole, na kar si nas opozorila nedolgo nazaj, verjetno tudi v angleškem izvirniku precej začutila na strani 76-77, dan poroke je, ne, in Stoner vidi svojo bodočo ženo Edith v beli obleki in je podobna hladni svetlobi in je hladna, jasna svetloba februarskega popoldneva. Na to si nas zadnjič enkrat opozorila, kaj je s to hladno belino. Bom najprej iskreno povedala, da ko sem jaz to prevajala, ni bila moja še pogruntavščina takoj, da pravzaprav avtor tukaj zelo lepo simbolno nakaže, ne, kaj se bo zgodilo. Vedno moramo biti pozorni, na to sem pravzaprav postala pozorna, zdaj ko sem ravno pred kakšnimi 2-3 tedni je izšla biografija tega avtorja Johna Williamsa in ta avtor, ki je napisal biografijo Charles Shields, je v bistvu opozoril na to. Vedno, ko berete, ne, avtorji in avtorice ponavadi dajo te signale zelo indirektno, ne, in tukaj je bila ta signal, kakšna je Edith, ne, je v tem opisu. Ta belina je opisana kot hladna, ne, in dejansko ko se zgodba razvija,
se potem izkaže, da je Edith zelo, zelo čustveno hladna, kar vpliva tudi na njun zakon med tem glavnim junakom Stonerjem in njo. Ne? Jaz sem ti pa povedala za en lep primer iz Anine poroke, Nataše Apanah, o 3 skodelicah. Zdaj, če mi dovolite, čisten kratek odlomek. Iz omare vzamem 2 skodelici, iz modrega porcelana s tankim, krhkim ročajem, skodelici, ki jo imam od Matthewa, Aninega očeta, ampak tega ji nisem nikoli povedala. Teh skodelic pa nisi še nikoli uporabila, mami. Ne, tako krhki sta, strah me je, da bi ju razbila, ampak danes je drugače. Lepi sta, kje si ju kupila? Na Notting Hillu pred 23 leti. V trgovini pri nekem Angležu, ki je govoril francosko. Bilo je vse polno stare krame, saj veš, čipke, pasovi, zamazan nakit, fotografije vsepiji, na katerih se ni več videlo, na mizici, ki jo je postavil pred trgovino med 2 vrčama, pa sta bili ti 2 skodelici. No, pravzaprav so bile 3. In o teh 3 skodelicah in sami skodelici sva govorili, ko Matthew odide, niti ne ve, da je njegovo dekle nosečo in da potem prihaja Ana in tudi nikoli ne izve. In eno od teh skodelic, ko odide zaradi službe na drug kontinent in dekle ga niti ni hotelo pri tem ovirati, eno od skodelic vzame seboj. Ja, torej ste razumeli zgodbo, ne? Mlada ženska zdaj nosi in svojemu partnerju ne pove, da je noseča, on odide, ne da bi vedel, da bo postal oče. In tudi na začetku je predstavljeno, da ste te skodelici 2, v resnici so pa 3, ne? In meni je bilo to zelo zanimivo, ko je Simona povedala ta primer. Ne vem, ali pozna avtorica, ki je psihoanalitično teorijo, ali pa vsaj jungovsko. Zakaj? Zdaj bomo spet naredila malo daljši uvod. Jung je veliko svojih dognanj dobil skozi sanje in so se mu ponavljale ene sanje. Ponovadi so še na to vižo, da je ob nekem razmeroma moderni hiši, da je še en del hiše, ki je veliko bolj star, ki je neodkrit ali v podzemlju, in ko se je to ponavljalo, je on ugotovil, da ta del hiše pravzaprav predstavlja alkimijo. In se je on začel ukvarjati z alkimističnimi teksti, to je tam 15. stoletje ali pa lahko še prej. In te teksti so grozljivo nerazumljivi. Če greste to brati, to je res, ubi Boža, ne? Ampak on je ugotovil, da so v teh tekstih alkimističnih so podobe, simboli, ki jih je srečal pri svojih psihotičnih pacientih, ne? Ampak če zdaj skrajšam zgodbo, našel je pol način, kako si jo pretolmačil. Ampak ena najpogostejših metafor, ki je v alkimiji, ki velja za neznanstveno predhodnico psihoanalize, je, da je naša, kako bi zdaj rekla, psiha, se pravi ta del, ki nas drži skupaj, da je pravzaprav posoda, a ne, če si predstavljate. In če je ta posoda dobro zgrajena, če smo imeli srečen, da je bil ta prvi stik otroček, mama, razmeroma dober in da so bili potem, če pa že ni bila mama, da so drugi ljudje potem lepo skrbeli za nas, potem je ta posoda razmeroma močna in stabilna. In ne glede na to, kaj bo vsebina v tej posodi, se pravi, kakšna čustva nas bo obhajala, najbolj je to prijetna čustva, najbolj to neka težka čustva, viharna čustva, bo ta posoda zdržala, a ne. Velikokrat je ta posoda simbol tudi za maternico, lahko rečemo, ne. Maternica je tam, kjer se pač, vemo, ne, najprej pač biološko gledano pride do združitve, oploditve, ampak potem se to, kar to življenje, ki nastaja, ja, v gnezdi, ne, v ženskem telesu, ne. In podobno lahko rečemo v psihi, ne, vse, kar pride iz nezavednega, nekako domuje v tej naši, če lahko rečem, psihi, ki je neke vrste maternica. In zdaj, kot sem rekla še enkrat, če je naša psiha dovolj stabilna, bomo vseeno lažje šli skozi življenje, ne. Če pa ni, se potem v najših hujših primerih dogaja to, da imajo ljudje pač te psihotične izbruhe, ne. In tukaj mi je bilo zanimivo,
kako je, najprej govor o dveh skodelicah, se pravi dveh življenjih, in kar naenkrat se potem pojavi še ta tretja skodelica, kako v bistvu dve skodelici kot par, in potem tretja skodelica kot novo življenje, ki zraste z tega para, in kako pravzaprav, mislim, da ona nekako mu ne pove, da nastaja novo življenje, ampak nekako je jasno, da obstaja še ena skodelica, Zakaj mi je to zanimivo? Pred leti, mi smo imeli v sklopu našega izobraževanja veliko tujih psihoanalitikov je gostovalo in enkrat je gostoval tudi en ukrajinski, tako jungovski psihoanalitik kot psihiater, ki dela tudi z otroki. In je povedal primer, ko je prišla k njemu mama in mu rekla, veste, povem sam vama, pripeljala je otročka in tega prosim ne povejte mojemu otroku, ampak oče, za katerega misli moj otrok, da je njegov oče, ni njegov biološki oče. In on tega res ni povedal, ampak je, pač ne vem, kaj se delala, otroka je prosil naj začne risati, in je otrok, ne da bi mu kdorkoli kaj povedal, narisal 3 odrasle figure. Se pravi, v njegovi otroški psihi je bila nekje informacija, da na nek način nima samo 2 starša, ampak da so starši 3. In to je to hoče povedati kot neko metaforo, da včasih marsikaj mislimo, da ne vemo, pa en globlji del nekako v nas ve, in se potem lahko to mi rečemo skozi govorico nezavednega pride ven. Recimo te risbe so v tem primeru govorica nezavednega, ali pa naše sanje so govorice nezavednega. Preden zaključiva, bi te rada še vprašala o Belem konjičku, takšen je tudi naslov knjige Sebastiana Preglja. Tako, direkten naslov, Beli konjiček je žival, ki ga babica hrani v omari in krmi v kuhinji. In ko babica pri 100 letih odhaja, prababica, pravzaprav pravnuk prihaja k njej in jo vsak dan posluša in se pogovarjate. In prababica ga v bistvu prosi, ko bom odšla, prosim, poskrbi za belega konjička, daj mu jest, napoji ga v kuhinji. In ko babica zares potem odide, preko velike reke na drugo stran in se pravnuk odpelje od nje, ga beli konjiček na travniku pričaka, vidi ga pa v bistvu v avtu, v retrovizorju, v ogledalu, nazaj. Kaj o konjih si že nekaj povedala na začetku, ampak beli konjiček je pa prav poseben, menda, simbol. Tako kot sem jaz malo raziskovala. To zdaj še ti povej naprej, kaj si odkrila? Jaz sem odkrila, da je simbol življenja, da prinaša srečo. In prababica v tej knjigi je šla skozi 2 svetovni vojni, skozi težke čase, ampak vedno jo je nekako srečno odnesla. Nikoli se ji nič hudega zgodilo in tudi zdaj umira naravne smrti, pač od starosti, tudi bolna ni. Potem sem nekje pobrskala za tem, da so nekoč daleč nazaj, ne vem zdaj kateri civilizaciji bele konje žrtvovali bogovom. In me zanima, kakšen je tvoj komentar, mnenje? Jaz knjige nisem brala, tako da zdaj te interpretacije simbolne ne znam umestiti v kontekst same knjige. Moja asociacija je šla v tej smeri, da konj, tako sem že prej rekla, velja za neko živalsko podobo. Živali običajno predstavljajo naše instinkte. Spet malo bom razložila na dolgo in široko. Jung je bil tukaj precej poseben. Jung ni bil mnenja, da so naši instinkti samo recimo potreba neko slo, se pravi neko spolna slaba potreba potem, da nismo lačni, pa da nismo žejni, pa da smo naspani. Ni videl samo to kot naše biološke potrebe, ampak je zanimivo instinktom dodal tudi ustvarjanje in refleksijo. In zdaj,
če se zdaj vrnem nazaj na živali, konj dostikrat predstavlja dejansko neko instinktivno moč. Če pomislite, danes dostikrat sanjamo avtomobile, ki velikokrat veljajo za neko našo energijo, ki imamo v sebi, ampak včasih so to funkcijo upravljali konji, ne? Se pravi, nekaj, kar nas ponese, recimo, da naprej v življenju, ne? In v tem smislu so konji lahko morda tudi simbol, tudi za našo, se pravi, če gledamo biološko instinkte, tudi za naše telo. In tukaj, ja, tudi jaz sem razmišljala, pač babica odhaja, ne, babica, ja, telesno umira, ampak ta njena vitalnost pravzaprav, ki jo je imela, ne, če premislimo, dala je skozi 2 te kalvariji, 2 vojn in ne glede na to, dočakala 100 let, se pravi, v sebi je mogla imeti neko vitalnost in običajno bela barva, vsaj v naši kulturi, simbolizira v tem smislu nekaj bolj pozitivnega od črne, ki recimo črno bi lahko povezovali z destrukcijo. Imela je neko svetlo vitalnost, ki jo je popeljala skozi življenje, ne. In si pač razumem, da kot temu vnučku, ali kaj je vnukinja, pravnuku, želi to predati, ne. In to se mi zdi, da je zelo lepa simbolna predaja, ne. V bistvu mu vitalno življenjsko energijo in potem on tudi nekako vidi pol to. To je recimo ena od možnih interpretacij, ne. Mislim, da si zadela tole, tako kot je, tako sem si recimo tudi jaz predstavljala. Ja. Pa mislim, da to je tudi ta zadela. Morda to me zdaj prešila, če se vrnemo, ne, čisto na ta osnovni psihoanalitični nivo, ne, otrok, mama, ne. Funkcija mame ni samo ta, da otroka nahrani in da poskrbi najprej za te biološke potrebe, ne. Če imamo srečo, če je mama imela srečo, da je imela dovolj dobre starše, mi rečemo, da odraščala v prijaznem okolju in vprašanje, koliko je dejansko takih mam na svetu, preda mama otroku tudi veselje do življenja, oziroma ta nek joie de vivre, bi morda Francozi rekli, ne. Kajti z materinim mlekom ne srkamo samo neke biološke hrane, ne. Dejansko z materinim mlekom srkamo tudi vse te emocije, zavedne in nezavedne, ne. In če recimo mama z kakršnega koli razloga žalostna, ne, to v bistvu ponesemo sabo v svet, ne. Tako da zelo lepo darilo, mislim, da podarila ta prababica temu pravnuku, no. Od teh toplih in osebnih stvari, od stikov med ljudmi, od teh medčloveških doživljanj, te bom zdaj vprašala čisto nekaj, kar je na drugem polu umetne inteligence in psihoterapije. Ja, jaz seveda najprej kot prevajalka z veliko skrbjo spremljam, kar se dogaja, ne vem, kako ste seznanjeni s tem, ne, ampak v tem zadnjem letu je postalo zelo jasno, da neka razmeroma preprosta besedila te umetne inteligencije, razni računalniški programi že zelo dobro in uporabno prevedejo, ne. Iz slovenščine v angleščino nekoliko bolje. Jaz pravim na srečo, angleško-slovenski prevajalniki še recimo niso uporabni za prevajanje književnosti, zaenkrat še ne, ne. Ampak vsa ta besedila, neka splošna besedila, nekdo, ki se recimo rabi to samo za poslovno komunikacijo, to zdaj že vse zelo dobro da, to računalnik, en program in to prevede, ne. In se pravi, se odpira vprašanje, kaj zdaj, ne, dejansko en poklic, ki bo s časom v veliki meri odpadel, ne vemo, ali bomo literarni prevajalci tle preživeli ali ne. Druga stvar, kar je mene šokirala, vsaj ta angleška verzija, kaj je ChatGPT, ne vem, karkoli je, kar se dejansko to postaja, zdaj so o tem začeli opisati, oni so, ne, te ustvarjalci tega programa, so vzeli nebroj originalnih v angleščini napisanih umetnostnih besedil, ne da bi dobili avtorske pravice in so dali noter. In zdaj date vi lahko ukaz, recimo zadnji roman, ki sem ga prevedla od Johna Williamsa, je bil Klavčev prehod. In vi date lahko ukaz in napišete, ne vem, napiši mi v angleščini ljubezensko pismo v slogu Klavčevega prehoda, ne. In bo to ljubezensko pismo napisano res na način, kot je John Williams recimo pisal Klavčev prehod, ne. Ja, to je grozljivka, ne.
Mislim, da se v slovenščini to še ne dogaja, ker smo pač to zadevno, hvala Bogu, manjši jezik in ker je najbrž tudi manj tekstov not in tako naprej, ne? Ampak to se res kraja se v bistvu dogaja, ne? Mislim, Noam Chomsky na to upozoril, da se tukaj dogaja zdaj kraja avtorskih besedil in avtorskih pravic, ne? Ampak to se še ni ustavilo, ne? Vi zdaj pa date lahko tudi sanje v ta jet, whatever je, nočem si ga zapomniti, ne? Že to kaže ime na moj odpor. In lahko napišete, daj mi prosim Jungovsko razlago sanj, daj mi prosim Freudovsko razlago sanj, ne? In spet pride, kaj bo zdaj oseba, ne? A bomo tudi, ne vem, psihoterapeuti brez dela. Ampak tukaj pa po mojem ključna stvar, ki je te računalniki pa ne morejo dobiti, je pa to, kar smo prej govorili, vaše osebne asociacije, ki so za razlago sanj ključne, ne? Vi si lahko date to not in morda vam bo tudi pomagalo razumeti svoje sanje, ampak če ne boste upoštevali, a ne, recimo prej je imel Jung tiste sanje o Ljubani, a ne, smo videli, Freud bi to interpretiral, želel si mrtvo ženo, sestro, Jung je našel čisto nek tretji pomen. Če bi bile to vaše sanje, je razlaga odvisna od vas, kaj vi pomislite, ko sanjate Ljubanja po zvezi s tem, a ne. In tukaj mislim, da je ta prostor, kjer hvala Bogu še ostaja prostor za človeka, ne. Kako se bo pa to naprej razvijalo, pa ne vem, mislim, nisem pretirano optimistična. Umetna inteligenca k sreči še ne vidi v nas globoko, v našo dušo kot posameznike, ne. Čeprav ima neke splošne, pozna splošne značilnosti človeštva. Za konec bi te pa vprašala eno tako čisto osnovno vprašanje. Zakaj nas je, nekatere ali pa včasih, strah sanj, simbolike, tega nezavednega in zakaj nas v bistvu ne bi smelo biti? Mislim, da gre za stik z neznanim, ne? S tem neznanim, kar je v nas. In s tem se včasih težko soočiti, no, in to je človeško in nerazumljivo. In pa kot rečeno, ne, Jung je vedno govoril, da je psiha celota. Jung je psiho vedno dal primerjavo, da je psiha tak kompleksen organizem, kot je gozd, a ne. Za gozd je značilna sposobnost samoregulacije, preden je pa človek posegal v gozdove, ne vem, če se ena živalska vrsta preveč namnožila, so se potem s časoma namnožili tudi predatorji te vrste, da je spet nekako ratalo ravnovesje in da je gozd kot celota funkcioniral, ne. In isto velja za našo psiho. Če imamo pri budnem življenju eno preveč skrajno prepričanje, nam bo nezavedno poslalo sanje, ki bo to ustvarilo ravnovesje, ne. Ampak za ta naš budni del, ki pač vidi pravzaprav to kot konj, ki ima plašnice, ki vidi omejeno, je včasih težko, ne, pač pogledati izza teh plašnic, ne. Na dolgi rok je pa za naše psihično zdravje in posledično kasneje tudi telesno pa zelo dobro, če nam to uspe, no. Zdaj bi jaz imela še tako 100-200 vprašanj, ampak bomo končali. Breda, zahvaljujem se ti za tale pogovor, pa ti tudi čestitam za nov prevod, se pravi življenjepis Johna Williamsa, moški je napisal popoln roman. Čestitke. Hvala tudi vam, ki ste prišli. Vam bom dala pa še možnost, da seveda Bredo zdaj nekaj vprašate in bo vsem odgovorila, če ima kdo kakšno vprašanje, če ne pa ste lahko potem tudi tako na Prej samo še zahvala Simoni, ker je bilo ta pogovor njena pobuda in jaz se je pač uredila, da tukaj je bil in Simona se vedno zelo temeljito pripravi, tako da hvala tudi za čas in energijo, Simona, ne. Ja, hvala. Vem, kako ona skrbno sekira in se študira in se potem sekira, ja, ali se... No, Breda, zdaj pa že pretiravaš, ne glej preveč v mojo notranjost. Sicer pa Breda ni moja psihoterapeutka, ne, ker sva prijateljici, oziroma se toliko dolgo poznava, da to sploh ne bi bilo etično, ne, tako kot ne smemo delati z ljudmi, ki jih poznamo. Ja. Imate kakšno vprašanje? Bi Bredo še kaj vprašali? Saj vem, takole na javni sceni je vedno zadrega. Ja, prosim? Ja, na skeptické bivših kolegov, teh knjižničarjev. Veste kaj, imam asociacijo, da vprašanje. Namreč, a se vam ne zdi, dostikrat se govori, da ko gre za pravne zadeve,
niso zaprti tisti, ki bi morali biti. So zaprti tisti, ki so preveč nerodni, ne, da bi se izognili zaporu. A se vam ne zdi, da isto za te pacijente psihiatrije? Psihiatrija, kot ste jo vi prikazali, je zelo simpatična stvar. Skratka, te ljudje, ki bi bili pravzaprav potrebni psihiatrične obravnave, pravzaprav izven psihiatrične obravnave, v obravnavi so tisti, ki, no, razen tistih prav res organsko motenih pa tako naprej, ne, te obravnave pravzaprav niti niso potrebni. Bi bili zelo potrebni, recimo, kakšni Putini, kakšni oni tretji, četrti, Mohamedanci in podobni, ne? Ja, hvala. Odprli ste več vprašanj, ne. Zdaj se pravim še enkrat poudarjam, kot psihiatrinja se ne smem izrekati, ker to nisem. In tudi najbrž bi marsikateri psihiater imel kaj povedati na to, kar bom jaz rekla. Z psihoterapevtskega vidika bom odgovorila probila dve stvari. Se strinjamo, ne, da nam vladajo Putin in tako naprej. Zelo vprašljive osebnosti in vemo, kaj zaradi tega nastaja. Ne? V mislih imam vojno v Palestini, vojno v Ukrajini in pač vojne travme, problem vedno ta, ker sega je še več kot stoletje, potem, ko se sama vojna zgodi, se pozna na psihija, ne? Ker gre za ta medgeneracijski prenos. Druga stvar, predvsem naši sosedi Italijani so imeli v Trstu živel psihiater, mislim, da je bil Franco Basaglia, ki je že v prejšnjem stoletju se zavzemal za deinstitucionalizacijo psihiatrije. Se pravi, da se na psihiatrične oddelke zapre za nekaj samo res akutno bolne, potem pa je želel, da bi te ljudje čim bolj bili v stiku z vsakdanjim življenjem in naj bi Italija, zdaj ne vem kako v resnici tam, razvila potem tudi več podpornih služb. In po mojem, za marsikoga, ki je bil na psihiatriji, bi jim po mojem neka dobra psihoterapija pomagala bi jim, ampak še enkrat o dostopnosti tukaj se bo izrekalo tudi s tem zakonom psihoterapevtskim, o tem, kakšne so pa še zlorabe psihiatrije, si ne bi upala soditi. Vem, da so zdaj te sodniški postopki zelo rigorozni, mislim, da komu lahko vzamejo pač svobodo v tem smislu. Ja, upam, da jih je vsekakor zelo manj, vemo pa, da so se v preteklosti so se žal dogajali. Vemo tudi, mislim, da Rusija s tem sistemom gulagov ali pa z vsemi pritiski na umetnike in tako. Mislim, tukaj je zlorab lahko malo morje, to se povsem strinjam. Še kakšno vprašanje? Jaz bi pa rada vprašala, če je kakšen način oziroma tehnike, kako se najbolj spominjati sam. Kaj v določenem obdobju se recimo lažje spomnim, kdaj težje. Nekoliko vem, da je dobro, da se v bistvu, ko se zbudiš, da imaš en zvezek, si zapišeš, pa da ne ostajaš na budilko. Ja, generalno je tako, kot ste rekli, večjo pozornost, ko posvečamo nezavednemu, se pravi, da se zjutraj bodi si takoj posnamemo sanje, to je najhitrejši način, ali pa da jih zapišemo bolje in več podrobnosti sanj si boste spomnili. So pa obdobja, ko si sanje slabše zapomnimo, običajno je to takrat, lahko je, da se nam v dnevnem življenju zelo veliko dogaja, preveč stvari in je takrat naša psihična energija usmerjena to, če lahko rečemo zgolj v preživetje in funkcioniranje v vsakodnevnem življenju. In ostane pravzaprav zmanjka energije, da bi se potem sanje sploh predrle iz tega nezavednega nivoja v zavest in da bi kaj šele, da bi si jih zapomnili. In zato se nam dostikrat tudi, kot rečeno, da si boljše zapomniti, čim bolj pisati, čim bolj snemati in se potem ukvarjati z njimi. Naša kolegica Urška Jevišek je napisala, Aleš Čakar je bil urednik te knjige Sanje, tiha zgodba naše duše, kar uporaben vodnik, bi rekla, zelo razumljivo in jasno napisan. Še vedno je lažje, če to počnete v dogovoru z nekom, kajti tiste vsebine, ki težko vidimo jih še mi, ki smo bili leta v analizi, težko brez nekoga drugega zanaliziramo.
Opozorili bi vas pa samo na to, sanje nas ponovadi zelo močno napadejo, ko gremo na dopust. Takrat gremo na dopust in vsi upamo, da se bomo pa končno spočila in potem nam fila vsak dan take težke, naporne sanje, mislim, ker se res budimo utrujeni, ne. To pa v bistvu zato, ne, ker naša psiha pač že tako nam sproti proba dozirati, ne, da je poslušaj zbudi se, ne. Tisto, kar pa res vidi, ok, te bom pa šparila do dopusta, zdaj pa konc, ne. Zdaj sem pa tlesem, ne, zdaj me pa posluši, ne. Tako da, dopusti znajo biti pestri, ja. Še kdo, ki je vprašal? Par minut bomo sicer še tukaj, da vsi skupaj odidemo. Ja, prosim. Jaz bi vprašal razvoj psihoanalitske, če rečem, znanosti in znanja, namreč temelji so se postavili dokaj stabilnem okolju, recimo v 30 letih prejšnjega stoletja, danes imamo pa ful različnih hitrih, spremenjajočih dodatnih vplivov, ki ni bilo možno takrat sploh obravnavati. In če sem bolj konkreten, danes imamo recimo čedalje večji procent populacije, ki je spolno zelo fluidna in se spreminja in zdaj kako bi rekel, lahko to znanje, če sploh sledi realnemu in ima odgovor, ki je dovolj kvalitetno za skupaj. In kakšen do vaše pogled na vse? Mislim, da je spet pa zanimiv vprašanj, ne. Zdaj, eno je razvoj, če mu kaj pozabila, me prosim spomnite. Recimo Jung, ne, ko si na koncu vendarle izrekel Freudu, je rekel, kaj je Freudov dosežek, da je opozoril, da so sanje pomembna govorica človeka. Kajti s sanjami so se, temu še bi se rekli, nestrokovno ukvarjali že od pamti veka. Ne. Značilen primer je ta, veste, ta faraon, pa teh 7 krav debelih, pa tako naprej. Se pravi, s Freudom se je nekako začelo in potem je teklo to, ves čas se razvija. Ne. Zdaj, Freudovci in Jungovci se med sabo ponekod sodelujejo, ponekod smo Jungovci za Freudovce čisti čudaki, zelo različni so te pogledi, ne. Ampak to se ves čas razvija. Kar se tiče, tako da, zdaj, ali je bilo res včasih bolj stabilno okolje, ne vem, ne, mogoče da je šla tehnologija vseeno mičkeno počasneje naprej, kot gre zdaj, ne, ampak na nek način se mi zdi, okolje je bilo od nekdaj nestabilno, ne, če gledate recimo druga svetovna vojna je prinesla s sabo to, da se je začelo travmam bolj posvečati, ne, in v tem smislu tudi travme, kako se obravnavajo skozi psihoanalizo in tako naprej. Kar se pa tiče te vprašanje biološkega in družbenega spola, tako so bili recimo naš nasveti, ne, nam so rekli, spremljajte, kaj se dogaja, bodite radovedni in poskušajte o tem razmišljati, ne, to naj bi bila nekakšna psihoanalitična drža. Stvari, ki se dogajajo v družbi, naj bi bile po tej jungovski psihoanalitični teoriji arhetipskega izvora, se pravi, gre za neke univerzalne premike, ki se dogajajo v kolektivni psihi in nekdo, recimo, ki se v današnjem času, recimo, da je to mlada oseba in ne vem, kako bi se zdaj pravilno izrazila, da ne bi koga prizadela, ne, in išče svojo spolno identiteto, upam, da je to dokaj dovolj dober izraz, je nekako utelešenje tega globljega arhetipa. Je pa to pojmovanje, ne, mi smo pač živeli v prepričanju biološki spol moški-ženska, ne, in naj bi bil tudi ta notranji spol enak in potem se je vedno bolj začelo govoriti o tem, da so na svetu dejansko tudi hermafroditi, čisto biološki, ki se rodijo z obemi spolovili. Ampak zanimivo je, da so baje že Eskimi in nekatera druga, mislim, da indijanska plemena govorili o 9 ali celo o 15 spolih, ne. Tako da na nek način to ni nekaj novega, ne. Se pa zdaj o tem spet na novo govori in se bo po mojem tudi te konceptualizacije veliko bolj poglabljale, ne. Kar pa se recimo dogaja v klinični praksi, zdaj ne vem, kako je to čisto pri nas, vem, da smo imeli pred leti britanskega Jungovca, ki je o tem govoril v konkretnem primeru, potem tudi napisal članek. Ne vem, kako je pri nas zakonsko opredeljeno recimo sprememba biološkega spola.
koliko ti da naša država možnosti, da greš na psihoterapijo, preden se ta proces do konca dovrši. Problem je v tem, da je ta potem proces irreverzibilen, ne moreš, če si bil ti bila prej ženska in povadaš moški, potem poti nazaj ni. Dobro je, da je vmes daljši, morda tudi večleten proces psihoterapije, psihoanalize, kakorkoli rečemo, ker se pri nekaterih, ne vem, če imamo odstotke, pri nekaterih osebah izkaže, da je ta želja po spremembi spola psihološko pogojena, če lahko tako rečem. Lahko se tudi zgodi, da nekatere osebe, pa ne govorim tega, ker bi želela temu nasprotovati, opozarjam samo na te del, ki je lahko res psihološki, da na to, da projicirajo na to, ko bom pa jaz drugega spola, bo pa moje življenje gladko, lepo. Se pravi, vse probleme zvedejo na to. In če se potem enkrat to zgodi in ugotovijo, hej, v življenju so pa še drugi problemi, to je lahko problem, pa kot rečeno to, če je bilo to psihološko pogojeno in ne morete zdaj več spremeniti. In se tukaj, tle je zelo veliko odprto, in je eno polje zdaj raziskovanja in tudi, bom rekla, preučevanja o tem in pisanja o tem. Ne vem, če sem odgovorila. Delno, ja. Recimo, jaz sanjam mobitel in tega nekaj ne bom najdel, ali pa kakšen lik iz igrce, to je že lažje, ko se znamo razlagati, ampak predvsem je količina informacij, ki jih spremljamo, ki so, bolj globoke in močne, večja po mojem mnenju, kot so bile. Ja, to pa je, to se pa strinjam. Smo preobremenjeni. Ja, se strinjam. In tudi, italijanski analitik Luigi Zoja je lepo opozoril, da smo in z informacijami in tudi zunanjimi podobami in dražljaji smo bombardirani. Bodi si, da gremo recimo na Facebook, pa nas tam s podobami, ne vem, za življenje, pa ne samo ženskosti, moškosti, česarkoli idealnega življenja, bodi si, da se vemo, da se samo vozimo po avtocesti, pa je polno reklamnih panojev. In potem nimamo časa, kako sanje so podoben način vzniknejo iz notranjega sveta, kot če se vi usedete pa meditirajo, pa se pojavijo neke notranje podobe. In takrat pravimo, ko se pojavijo te notranje podobe, bodi si kot obliki sanj, bodi si v meditacije, takrat stopimo v stik z globljo naravo. In je, kot ste rekli, če smo pa bombardirani od zunaj, težje stopimo tudi v stik sam s sabo. Ja. Knjižnico bomo... Jaz sem še glede sam eno čisto formalno zadevo in sicer posebej opažam, da jaz pravzaprav sanjam, kadar sem naspan. Kadar sem bil pa recimo tako izrazito delovno obremenjen, ali tako, se pa samo naspim, pa se zbudim. Tisto, kar je Breda prej rekla, na dopustu, ko se spočijemo, ko imamo dovolj... Splošno pravilo pri sebi. Sanjate ves čas, ni pa energije psihične, da bi si sami zapomnili. Hvala vsem, da ste prišli. Hvala Breda tebi. Hvala prekrasen večer, ki bi lahko trajal tako 4 cikle, po uro pa pol, da bi dognali vse, ali pa recimo vsaj približno vse, kar bi nas zanimalo. Želim vam lep večer, pa prijetne sanje imejte danes. Hvala, lahko noč.